Včeraj smo poslanci Nove Slovenije v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katerim predlagamo spremembo obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije v prostovoljno obliko včlanjevanja. Prostovoljnost bi vzpostavila učinkovito obliko povezovanja in predstavljanja interesov kmetov, kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij, približali pa bi se tudi zakonitostim tržnega gospodarstva in svobodni podjetniški iniciativi, ki bi pripomogla k učinkovitejšemu in kakovostnejšemu delovanju zbornice. Vse od ustanovitve zbornice leta 2000 je bilo v širši javnosti vrsta pripomb na obvezno članstvo. Prisiljeni v članstvo so očitali, da ne koristijo storitev in uslug zbornice in da imajo interesa po članstvu v njej, kar kaže tudi udeležba na volitvah v organe zbornice. Leta 2004 je bila udeležba 12,7%, na letošnjih volitvah pa je kljub zmanjšanju števila obveznih članov še dodatno padla na 11% volilnih upravičencev. Volilna neudeležba je pokazatelj, da člani zbornice niso vzeli za svoje in daje jasen signal, da takšne zbornice ne potrebujejo. Zato smo se v Novi Sloveniji odločili za vložitev zakona, ki bi odpravil obvezno članstvo in pripomogel k učinkovitosti njenega delovanja. Z neobveznim članstvom bi se veliko bolj približali ustavnemu načelu enakosti na področju organiziranja zborničnega sistema, saj zgolj zaradi financiranja zbornice članstvo ne sme biti obvezno. Zbornica mora člane pridobiti z dobrim delom in si tako zagotoviti obstoj. Zbornici bo z našim predlogom še vedno omogočeno izvajati osnovne naloge, torej predstavljanje interesov kmetov, kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij, strokovna pomoč, obravnavanje problematike kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Prav tako pa naš predlog novele zakona ne posega na področje javnih pooblastil, ki jih ima zbornica, in na delovanje javnih služb v zbornici, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.